pozdravljeni v imenu našega Boga. Nedelja je čas, da se ponovno duhovno nahranimo. Odprimo naša srca, da slavimo našega Gospoda. Naslednjo nedeljo bomo praznovali Pinkošti, ko se še posebej spominjamo, da je Sveti Duh prišel in izpolnil človeška življenja z močjo, Svetim Duhom, z samim Bogom, ki je popolnoma spremenil življenje in začela se je cerkev Jezusa Kristusa. Odprimo srca in tudi zdaj skozi slavljenje in čaščenje našega Boga dajmo njemu vso slavo, čast in hvalo. Amen. Tudi če bom šel po dolini smrtne sence, pregnan bo strah, ker ljubiš me, Bog. In če bom ujet v težave, ki na tem svetu so, ne bom se bal, ti si z menoj, ničesar se ne bom bal, ker moj Bog z menoj je. In če moj Bog z menoj je, koga bi se bal, koga bi se bal. Ti me ne bo zapustil v času radosti in stisk, ko ne boš zapustil, ko se povzpel bom ali padel. O, ne boš zapustil, Bog, ne boš zapustil me. Vidim slavno luč, ki prihaja za vse, ki upajo. Zvonič primerjati se ne da. Nekoč bo konec vsem težavam, a dokler še čakam te, prebival bom vedoč, da si tu. Ničesar se ne bom bal, ker moj Bog z menoj je. In če moj Bog z menoj je, koga bi se bal, koga bi se bal. Ti me ne bo zapustil v času radosti in stisk, ko ne boš zapustil, ko se povzpel bom ali padel. O, ne boš zapustil, Bog, ne boš zapustil me. Ja vidim slavno luč, ki prihaja za vse, ki upajo. Nekoč bo konec vsem težavam, a dokler čakam ta dan. Tebe častil bom, tebe častil bom. Ja vidim slavno luč, ki prihaja za vse, ki upajo. Nekoč bo konec vsem težavam, a dokler čakam ta dan. Tebe častil bom, tebe častil bom, Gospod. Ti me ne boš zapustil v času radosti in stisk, ko ne boš zapustil, ko se povzpel bom ali padel. O, ne boš zapustil, Bog, ne boš zapustil
nedeljo pred Binkošti želim govoriti na temo razodetje Boga v našem življenju. Mnogi pravijo, če bi se razodel Bog, potem bi veroval vanj. Toda prav binkoštni dogodki nam razodevajo, da se je Bog na poseben način razodel človeštvu. Sam Jezus je povedal, na zadnji velik dan praznika je Jezus vstal in zaklical: če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. To pa je rekel o duhu, ki ga bodo prejeli tisti, kateri so sprejeli verovanj. Duha namreč še ni bilo, ker Jezus še ni bil poveličan. Jezus pravi, če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Iz njegovega osrčja bodo tekle reke žive vode. Jezus govori o duhovni žeji, katero lahko odžeja samo on. Voda je vir življenja in brez nje ni življenja. Vse bolj spoznavam, kako pomembna je voda. In okoljevarstveniki nas opozarjajo, naj pazimo na čisto okolje, da ohranimo izvire vode čiste. V Izraelu je vročina in precejšen del tudi puščava. Zato so se zelo dobro zavedali, kako pomembna je voda. Jezus je velikokrat uporabljal primere iz vsakodnevnega življenja, da bi ljudje razumeli pomembnost duhovnih potreb, ki jih imajo. Lahko vidimo primer žene pri vodnjaku, kjer je Jezus govoril, da ima vodo, ki jo bo za večno odžela. Jezus je odvrnil in je rekel: vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir življenja, ki teče večno življenje. Jezus je povedal ženi, da ima živo vodo, ki odžeja in daje znova in znova poživitev. Če poznamo celi odlomek, vemo, da je Jezus hotel povedati ženi, da naj najprej poskrbi za duhovne potrebe, potem bodo izpolnjene tudi vse ostale potrebe. Vsi imamo hrepenenja, potrebe, po nečem žejemo. Žena pri vodnjaku je bila na slabem glasu, partnere je menjavala kot po tekočem traku. Toda Jezus si je vzel čas zanjo in ji govoril o največji potrebi, izviru, prioritetah, ki jih potrebuje, in bo njeno življenje postavljeno na trden temelj. Vsak dan po nečem žejemo. Želimo si lepo življenje, ki bi nas izpolnilo in odžejalo vse naše potrebe, hrepenenja in žejo. V življenju je mnogo stvari, ki jih potrebujemo. Tako kot žena, prišla je k studencu, ker je potrebovala vodo. Toda njena žeja je bila mnogo večja in Jezus ji je ponudil živo vodo. Jezus ima čas za vsakega in nas vabi, da spoznavamo živo vodo. Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. V bistvu je Jezus govoril o odnosu z Bogom, ki ga potrebuje vsak človek in je to njegova največja potreba ali želja. Tudi ne prosim samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame, da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno.
Jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Jezus moli za vse, ki bodo verovali vanj, da bi bili eno. O kakšni enotnosti govori Jezus? Kakor si Oče v meni in jaz v tebi. Ali na prvem mestu Jezus razodene, da sta Oče in on popolnoma povezana. Jezus je večkrat povedal, da dela samo to, kar je očetova volja. Jezus je vedel, kako pomembno je poznati očetovo voljo. Zato je učil in oznanjal in izpolnjeval očetovo voljo. Pravi takole: če torej vi, ki ste hudobni, znate svojim otrokom dajati dobre darove, koliko bolj bo vaš Oče, ki je v nebesih, dal dobro tem, ki ga prosijo. Bog, nebeški Oče, ima za človeka dobre stvari. Jezus tudi pravi: volja mojega Očeta je namreč, da ima vsak, kdor gleda Sina in veruje vanj, večno življenje, in jaz ga bom obudil poslednji dan. Volja Boga je življenje, in to večno življenje, ne smrt. Poznati Boga, biti eno z njim, resnično prinaša življenje. Potem Jezus nadaljuje, da bi bili tudi oni v naju. Jezus tukaj govori o povezanosti trojedinega Boga z ljudmi ali človekom. Sveto pismo ne govori samo o spoznanju Boga, ki ga lahko imamo, ampak tudi o globoki povezanosti z njim, o resničnem biti eno z njim. Jezus poudari še nekaj: in jaz sem jim dal veličastvo. Učenci so doživljali veličastvo, slavo, razodetje samega Boga skozi Jezusovo življenje. Jezusov načrt je bil, ko bo odšel, bom poslal Svetega Duha, to živo vodo, ki bo razodevala naprej Božjo slavo, veličastvo na zemlji, v človeških življenjih. V Svetem pismu vidimo dva pomembna trenutka, ko je Jezus dal Svetega Duha učencem. Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bili tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus. Stopil mednje in rekel: mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim Jezus spet reče: mir vam bodi, kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: prejmite Svetega Duha. Sveti Duh nam želi razodeti, kdo je v resnici Jezus. Ustali Jezus je pokazal učencem roke in stran, mesto, kjer so naši grehi zadali Jezuso rane. Potem jim pove: mir vam bodi. Jezus nam odpušča in želi, da imamo novo življenje. Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen. Če rečemo, da nismo grešili, ga delamo za lažnivca in njegova beseda ni v nas. Ali Jezus nam razodeva, ko pridemo k njemu in ga prosimo za odpuščanje? On nam odpusti, ker je namesto nas umrl na križu za naše grehe. Ponuja nam novo življenje, spravo,
mir, polnino Svetega Duha v našem življenju. In zato je Jezus dal ali vdihnil, beremo, Svetega Duha v njihova srca, da so to razumeli, spoznali, doživeli, vedeli v svojem življenju. Drugi dogodek, ko so učenci in vsi, ki so bili zbrani, prejeli Svetega Duha, pa se je zgodil na Binkošti. Ko je prišel Binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Mi beremo, da na Binkošti dan, ali ko je prišel Sveti Duh, so bili vsi napolnjeni Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. O tem bomo več govorili naslednjo nedeljo na Binkošti. Ta čas do Binkošti pa izkoristimo za molitev, za hrepenenje po izpolnitvi Svetim Duhom. Lahko molimo, Jezus, razodevaj mi tvojo slavo, da te spoznam. Bog, pomagaj mi, da bom eno s tabo, da bom imel en čisti odnos s tabo, da ti lahko izpolniš moje življenje s Svetim Duhom. Družimo se vsi skupaj v molitvi. Jezus, hvala ti, da si ti poslal Svetega Duha, kateri nam razodeva tvojo ljubezen, resnico, da te potrebujemo, kateri daje moč in življenje. In zato te prosimo še posebej v tem tednu, ko se pripravljamo na Binkoštne praznike, govori, daj hrepenenje v naših srcih, da želimo po tebi, da Sveti Duh lahko razodeva tvojo slavo v naših življenjih, da smo izpolnjeni z mirom, z novo močjo, da se veselimo, da nas ti ljubiš in da kličeš vsakega k sebi in da nas nisi pustil same, ampak si poslal in dal Svetega Duha v naša življenja. Amen. Želim vam naprej blagoslovno nedeljo, bodimo v molitvi povezani in z enim pričakovanjem in hrepenenjem se pripravljamo na Binkoštne praznike, ki jih bomo praznovali in doživljali naslednjo nedeljo. Amen.